Glejte, to demokracija je lahko, bom tako narisal, po romanskem vzoru, se pravi vrh, pa takoj pod vrhom nekaj ljudi, ali pa je gotski, pa je tle na vrhu predsednik, pa daleč nekjer nobenega. In to žal moj bivši predsednik počne in zaradi tega smo se znajdli letos v volilnem letu, ko bomo volili predsednika države, pa nimamo kandidata. Ja, kako naj bi ga imeli, ne? Jaz ne jemljem, na to me je nekdo opozoril, ne? Pred par meseci je bil en dolg sestavek, koga vse politični sopotniki, no bom kar prebral, ki jih je Janez odgnal. In je prvi Lojze Peterle, potem je Spomenka, pustimo to, damo klepaj, potem je Franc Zagožen, potem sem jaz, potem je Gregor Virant, potem je Miha Brejc, potem je Peter Jambrek, potem je Dimitrij Rupel, potem je Dragutin Mate, potem je Vera Ban, potem je Damir Črnc, tak je bil vodja Sove, in potem je Ljudmila Novak, ki jo je ukazal izžvižgati na Kongresnem trgu, ker je bila nepojmljiva SVI in tako dalje. Ne? Ja, za moje pojme, ne? Za moje pojme. Vidite, in na takšen način to ne gre. Ne gre. Jaz sem ob 20-letnici to Državnega zbora izrazito poudaril, ne, to nacionalno listo in izrazito strankokracijo s pretirano personalizacijo političnih strank. Glejte, pri nas ni frakcij, ki so popolnoma nekaj normalnega v političnem življenju. Ne moramo vsi misliti, druže Tito, miti se kunamo, to je pase, to je pastens. Ne? Ampak te vsi naj bi enako. Ne. Ti boš iskati nek skupni imenovalec in z neko konvergenco, če govorim tako tehnično, usmeriti voz naprej. Ne moramo vsi enako misliti. Smo pač ljudje, vsak ima svoj razum. In da bi pri nas govorila o frakcijah, ni govora. Ampak zdaj se vrnem na to nacionalno listo, ki mora priti nujno do tega, če hočemo izvoliti ljudi z terena v neodvisnosti od volje predsednika stranke. Ne? V Italiji, ne vem, koliko poznate italijansko politično življenje, zdaj razpada tam demokratska stranka, ki ni zgolj ena od naslednic komunistične partije Italije. Bile so 3, ne? Zadnja še vedno se imenuje stranka komunistične prenove. Ne? Tu so namreč Renzi, ni bil nikakšen komunist, on je bil v bistvu krščanski socialist, krščanski demokrat. V Italiji so uvedli ne samo nacionalno listo, ampak tako imenovane primarne volitve. Stranka svojo listo da volivcem, članov stranke, voli lahko samo tist, ki ima izkaznico stranke. So prav volitve javne, samo za člane stranke in na podlagi teh primarnih volitev določijo listo. To je demokracija. Ne pa, da predsednik odloča o tem, ne, ker, oprostite, jaz govorim na splošno, oblast je pokvarljivo blago. Zdaj, lahko en predsednik, ki ima za sabo en mandat, je še korekten. Dvomim pa, če nekdo, ki je 24 let predsednik, kar sploh je vprašanje, če je to demokratično. To presega vse
vse demokratične, bi rekel, uzance. Ne? Ampak, vidite, tako je. Ko govorimo o tej krizi naši politični, je tudi, sem jaz navedel takrat v 20-letnici Državnega zbora, da imamo nedorečen zakon o poslancih. Mi imamo poslance, ki so končali poslanski mandat, 2 mandata, 3 mandata, ki so brezposelni. Mi imamo poslanca, ki je hotel narediti samomor, ga je pa naredil. Naredil samomor. Bil se na pogrebu. To je žalostna stvar. Ker danes, ne, če si član desne opcije, če si janšist, kot rečejo, si v javnem življenju zaznamovan. In Levica bo na takšen način, jaz ne vidim tu v najkrajšem času spremembe, še nekaj časa vladala. Žal, jaz nimam časa, ne, ker imam neka leta, pa ne zaradi tega, ker bi absolutno želel, da vlada desna stranka, ampak oblast je pokvarljivo blago, oblast se mora menjati. Ker to je nujno, ker tisti, ki so preveč časa na oblasti, na nek način padejo v skušnjavo, da bom zelo enostavno rekel, poglejte, kaj so naredili, kaj je naredil Robert Časar, kar je naredil Andrej Lovšin in tako dalje, kaj je naredil Igor Bavčar, ne, in tako dalje. To niso bili deklarirani levičarji, to so bili naši ljudje. Veste, jaz sem mogoče še vedno pri vsej moji starosti malo naiven, jaz verjamem v dobro in slabo, preden dam nekomu politični predznak. Jaz verjamem v poštene in nepoštene. Mene nihče ne more očitati niti enega dolarja. Oziroma pred vami je človek, ki je plačal sodstvu težke denarje in odškodnine. 14-krat sem bil na sodišču zaradi besed, ne zaradi dejanj, zaradi besed. In ko vam boste vprašali, imam rad provokativna vprašanja, s tem, da vam pa gladko povem, da bom povedal, če se bom poslužil tako imenovane avtocenzure. Ker lahko se zgodi, da bi šel 15-tič na sodišče, pa ne maram iti več. Ne. Na sodišče, torej, če bi bilo to normalno sodišče, ampak mi vemo, kakšno je naše pravosodje,